Draga Kristusova cerkev, drage sestre, dragi bratje, poseben blagoslov in radost in čast mi je biti v tom dopoldnevi med nami. Da sem gledal vaše tamboraše, pa vas bolj sem gotovo, ko sem res že dolgo med vami bil. Sami mladi obrazi. Včasih sem prišel v vašo cerkev, pa sem vse zdal, da naprej sedel, zdaj pa sem že mogel premišljavati, pa priznati, ko večino ne pozna niti več. Ne? Ali hvala Gospodi, da vsi skupaj lejko doživljamo, ko smo zbrani v njegovo imene, ta njegov blagoslov, to moč, to Gospodovo delovanje. In to je tisto, kar je naša radost. To je tisto, kar je naša gvišnost. Kakršnekoli pridemo, kakoli so stvari, ki jih imamo, ko smo pred Gospodom, ko smo na ta način zbrani, ima Gospod poseben blagoslov, ima Gospod njegov dotik, ima Gospod njegovo moč. In zato je dobro, da to jemljemo od njega, da izkoriščamo to priložnost, da se zavedamo, kak velika vrednost je imeti takšno cerkev, pripadati tej cerkvi, tudi doživljati Gospoda, služiti Gospodi in iti naprej z njim po poti skozi življenje. Ko sem spremljal molitve, s katerimi ste brati in sestre prihajali pred Gospoda, sem se spomnil ene podobne službe pri nas v naši cerkvi, ko sem s hudimi bolečinami v križi, ko sem se komaj gibal, stal naprej pred križnico, in da eden brat v molu se je nog začutil nekaj toploga, mire po hrti, pa še pogledal, odkje je ta toplota, pa vidim, pa sem se lejko obračal. Gospod me križ pozdravil, zdaj imam puno težav s hrbtenico, ampak en ortoped je zadnjič gledal pa pravi, Naško, samo križ ti je vredil, ostala hrbtenica ti je hin. Tam sem rekel Gospodu tekno, hvala Gospodi, tudi za to, še samo to povedati, kako dobrega Gospoda imamo, ki skrbi za nas, ki nam pomaga. In veselje mi je, da smo lejko skupaj z Vlastom, dnes med nami, jaz sem prav, da tudi ona nekaj podeli. Znate, tako pravijo, da s vsakim uspešnim moškim stoji dobra žena, ne Herman? Gele? No, da je pa tako, in jaz sem tudi veseli, da nas je Gospod blagoslovil, da lejko skupaj delava za njega in Vlasta, prosim, nekaj tvojih misli. Veselil sem se, ko ste mi rekli, v hišo Gospodovo pojdemo. Poznate to, ne? In tudi jaz resnično sem vesela, ko sva gnes danjeno lejko tu med vami in hvala vam za prijetno dobrodošlico. Živimo v enem času vojn, lakot, potresov, poplav, požarov, težkih časov. In izpolnjava se Božja beseda. V Božji besedi je ne napisano, kada nam še lepov, kad ne bomo imeli težav, kad ne bomo imeli problemov, ampak imamo zagotovitev, kada nam Gospod pomaga v vsakšoj našoj situaciji. In pridružila bi se, mislim, psalmista, psalm 121, svoj pogled upiram goram, odkot prihaja njegova pomoč. On mi daje mir, tudi ko okoli nas veje vihar. In on je ta izvir moči, on je ta, ki nas tolaži, ki nam daje vipanje. In zadnje sem čula eden zanimivi primer, znate, za te probleme in težave, kako ljudje na to odreagirajo. In predstavljajte si, če denete, imate vrelo vodov in noter denete belico ali pa krompir. Belica je meka, da je gratala trda, da je v kropi. Krompir, da se zmehčal. In glitak je tudi mi, da idemo skozi različne težave, preizkušnje. Eni se zmehčajo in odidejo kraj. Drugi postanejo trdni in se obrnejo na Gospoda in z njim postajajo še močnejši. Zato zavipajmo našemu Gospodu. On je z nami na vsakšnem našem koraku. Težki časi pridejo. Oni ne iščejo samo slabe ali samo dobre ali samo bogate ali samo revne. Doživi jih vsak. So nepredvidljivi. Pridejo ob najbolj slabem trenutku. Ali znate, kaj je ti dobro? Imajo svoj konec. Zato karkoli, da se nam dogajalo v življenju, ne pozabimo. Gospod ima odgovor. On te varno drži v svojih rokah. Zato tudi, če pride težava, bolezen, preizkušnja, kakoli teži naša življenja, vedimo,
ko smo varni v njegovih rokah. In končala bi z mislijo ene naše stare pesmi prekmurske Suzi, da je gvišno znala. Ne vem, kaj me jutri čaka. Ne slutim in ne vidim. Ali vem pa to, ka me je že gnez blagoslovo in tudi jutro, da z nami. Tako, draga bratja, računajmo na našega Gospoda, zavipajmo njeme, kajti od njega prihaja pomoč. In tam v psalmi 121 itak tudi piše, ka tvoj varuh ne dremlje. Če glika se včasih zdi, Gospod, gesi, kričin, prosim, iščen, njega odgovora. Vztrajajmo, ostanemo v molitvi in vedimo, da naš varuh ne dremlje. Amen. Amen. Danes mi je blagoslovil, tudi jutri z mano bo. Tako kako ta pesem ide. Hvala Gospodi za to gotovost, da lahko na temelju preteklih doživeti, izkušenj, dogodkov, toliko bolj raste naše zavipanje njeme. Naša vera ostaja čvrsta. Vemo, kakoli se zgodi, kakoli pride, mi imamo dobrega Boga ob svoji strani, ki ne dremlje, ki ne odide nekam stran, ampak je stalno ob nas in zmeraj poskrbi za tisto najboljše, kar je za nas potrebno in dobro. In dobro je imeti takšnega Gospoda, iti s to gotovostjo skozi življenje. In jaz se radujem vsakokrat znova, ko vam pride, ko ne samo priti k vam, to je bolj redko, nažalost, ko na obveznosti je, ampak ko se pogovarjamo, ko se zgočavljamo o Božjem deli, ko poslušam, kako vas Gospod blagoslavlja, kako vas Gospod uporablja. In ne sem posebej počaščen, ko vam lahko prenesem sporočilo Slovenske Binkošne cerkve, kot smo upam, ka ne da je zvenelo narobe povedal, kot ponosni na vašo cerkev. In hvaležni Gospode, da ste tu, da ste z nami, da upravljate tako pomembno delo in da znamo tu v Tonje, vsak od vas, svojim prispevkom, svojimi molitvami, za vsem, kar napravite za Božje kraljestvo, kar ostaja neprecenljivo, drago v Gospodovih očeh, kar prepoznavamo, bratje, in česar se radujemo in znamo zmeraj, kar nam je dobro, tu je cerkev, ki nas podpira. Ko nam je hudo, ko so težave, veste, tudi to pride, tudi v Božjem deli. Ampak idemo naprej s to gotovostjo. Spet, tu je ta višnost, Moskovska cerkev, tu so sestre in bratje, ki molijo za nas, ki sodelujejo z nami in idemo naprej za Gospodom. In ko smo se pogovarjali z Nado pa Francijo, nili pred poletjem, več aktivnosti, ki nas čaka in kak ideja spadlo, da bi spet lejko bili skupaj, predvsem bi bilo na srce Gospod, a imaš kaj za mene, kaj lejko prenesen Moskovsko cerkve. Zakaj bi naj vas prišel obiskati? In nekaj sem od Gospoda začutil, da je prav, da vam povem, kako pomembno je vaše delo in da tudi z Božje reči nekaj pogledamo, kaj ima Gospod za nas, kaj nas Gospod želi voditi. Premišljal sem o tem, kaj je tisto, kar bi vaši cerkvi bilo potrebno spregovoriti, kako sporočilo iz Božje reči. Ampak, ko sem nekako nazaj gledal, vse to naše sodelovanje, nekje tudi tu sobivanje na tom konci naše države, našega Prekmurja, kakorkoli povedati, ena stvar mi je nekako stalno ostajala v mislih. Poleg dosta dela, ki ga napravite, lepi prostorov, ki jih imate, puno aktivnosti, ki jih pelate, mislim, da je ena stvar, ki jo posebej v vaši cerkvi prepoznavamo, sodelovanje, povezanost, edinost vaše cerkve. In Gospod mi je nekako naložil, da vas pozovem, da na ta način delate naprej. Veste, čase so vse bolj zahtevne. Spreminjajo se dogajanje okoli nas, ne samo vreme, ne. Nekateri pravijo, da ga pač več ne moremo razumeti, kaj vse se dogaja. Tudi ljudje postajamo drugačni. Puno stvari, ki je prišlo v naše življenje, ki smo prej sploh ne spoznali. Vse to zahteva drugačen pristop, vse to tudi cerkev sooča z novimi in novimi izzivi, ampak tu je pomembno, da sledimo Gospodi in da vztrajamo na tem, kar ima Gospod za nas. Rad bi z ovim podelil Jezusove besede iz Markovega evangelija v 3. poglavju. Marko 3, 24. pa 25. vrsta enega odlomka, enega dogodka. Jezus,
pomembno stvar sporoča za vse nas in sicer tako pravi, kako imate pravne projekcije, tudi Godek, okay. Te pa tako počakamo, da najdemo, imamo. Marko 3, 24 vrsta piše tako, če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Amen. Ampak ide dalje Jezusova misel. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Veste, Jezus je te besede spregovoril, ko so ga napadali. Z Belzebubom, poglavarom demonov, satanom delaš stvari. Ne moremo razumeti tistega časa in ljudi, kako so gledali na Jezusovo delovanje. Pa vendarle, človek se v teh 2000 letih na Bog še nekaj dosta obrnil. Še zmeraj na podoben način ljudje obsojamo, kritiziramo, si lastimo pravico etiketirati stvari in spregledamo veličastno sporočilo Gospoda. Ampak Jezus je tudi v tej okoliščinah povedal neke resnice, ki veljajo za vse nas. Sporočil je preprosto, kraljestvo, gledajte, ena uprava, ta svet, kakorkoli, če je razdeljeno, ne more obstati. Skozi zgodovino bi lahko spremljali, kako mogočna kraljestva, civilizacije so bile izgledale nepremagljive, dokler niso notranji boji porušili vsega in uničili. In Jezus potem nadaljuje, hiša samo proti sebi razdeljena ne more ostati. Jezus govori o tem pomeni, ko bi kristijani na tem temelji odrešitve, ki je poskrbljena po veri v njega, razumemo, da nam je naložena še ena naloga. Služiti Gospodu in izgrajevati to skupnost s tistimi, ki so nam od Gospoda dani, našem domovi, naši okolici, predvsem pa v naši cerkvi. In Jezus je toliko pomenilo, toliko je nakazoval na to, kako pomembno je ostati v tej skupnosti in jo izgrajevati. Veste, tragika padlega človeka je v tem, da pač tega ne zmore. Če bi se vrnili nazaj na same začetke, ko je Bog ustvaril človeka v Edensko vrti, v raji, z večnim življenjem, skoraj enakoga Boga, in človek izbere napačno pot, v kraj od Gospoda. Ampak, ko spremljam potem ta tok zgodovine, veste, pridemo do Babilonskega stolpa. Ena takšna zanimiva zgodbica, ki pa nakazuje še eno dodatno tragiko človeka. Veste, da je človek tudi po padci v greh bil sposoben se vkup sesti, vkup zgučati, načrte delati, ki pa so bili uničujoči za človeka. In potem pravi Božja reč, Gospod je rekel, ko gleda ta svet, te ljudi, ki so šli k tebi Gospoda, te generacije, ki se množijo, njihova prizadevanja in pravi, glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo, karkoli bodo hoteli, bodo naredili. In potem se zgodi tragika, ko Gospod dovoli, da te ljudje idejo narazen. Jeziki se pojavijo, različni, ljudje se več med seboj ne morejo razumeti. In ta tragika padca v greh je potrebovala eno spremembo, ki je ljudem spet omogočila to, kar je Gospod videl v te ljudeh v svojem stvarstvu. Karkoli bodo hoteli, bodo naredili. In zato potem njegova velikoduhovniška molitev, ko končuje svoje poslanstvo, ko predaja vse tiste, ki bodo po njegovi besedi postali Božji otroci v očetove roke, ko je njegova, skoro pravi, edina želja, edina molitev, naj bodo vsi eno. Ves ta čas preteklosti so se ljudje razdvajali, iskali vsak svojo pot, živeli na svoj način. Kako je Jezus povedal, preprosto vsaka hiša, vsake kraljestvo je doživljalo te padce, to tragiko ločitve, te posledice padca v greh,
babilonskega prekletstva, če ta grdi raz uporabimo, kakorkoli tega, kar je Gospod dovolil, da je prišlo na ljudi in zdaj Jezus želi, da se spet povrne nazaj v njegovi cerkvi, tisti, ki njega spoznajo, ta želja, to prizadevanje, ta misel, da bodo vsi eno. In ko gledamo Božje delo, ko gledamo apostolska dela, zgodovino cerkve, znova in znova vidimo, kako pomembne stvari so se dogajale. Takrat, ko so bili verni, ko so Gospodovi služabniki, njegova cerkev, iskali skupno pot. V prvi cerkvi piše, bili so stanovitni v nauku apostolov, v občestvu, v lomljenju kruha in molitva. Vse je v duši navdajalo strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. In piše v prvi cerkvi, je Gospod vsakoga ozdravil, puno stvari napravil. In ta isti Bog, ki je skozi vso zgodovino enak, nespremenljiv, ni izgubil te moči, ampak njegova cerkev, njegovi otroci so šli drugačno pot in izgubljali to možnost, ki je že takrat Gospod ocenil, ta potencial, ki je v ljudeh. Nič ni nemogočega. Gospod to zagotavlja tam, kjer se vzpostavlja skupnost tistih, ki na temelju Božje reči in vodstva duha gradijo enotnost. Torej vidimo, veličastne stvari so se dogajale v prvi cerkvi, ker je bila enotna. Pozneje beremo v apostolske dele, če se malo samo na zgodovino ozremo, da je prišlo do težav. Zapostavljate nas, so helenisti pravili. Preveč težav je bilo, apostoli so nekaj več ne mogli upravljati vsega, začeli so iskati več različnih poti in nikjer več potem ne najdemo, da je Gospod ozdravil vse mesta. Eden potencial se je izgubil iz te cerkve. Puno so še napravili, vendar tega, ker zagotavlja ta stanovitnost, enotnost in povezanost, ki se je izgrajevala v prvi cerkvi, je bila izgubljena. Zato prva cerkev tudi pravi, da nobenem je nič ni manjkalo. Nihče ni trdil, da je to, kar ima njegova last, tem in čim je bilo vse skupno. Ne, se to malo težko predstavljamo. Ne? Meni je sicer lepo, da pridem k sami, ko me povabi na kosilo, ko vam vse pripravili, ki da se ne mislim, da bi se ti lejko, to vam po kući odu, da je vse je moje. Čeprav sami verjetno nikaj ne bi proti imel. Ampak kakorkoli, ampak čas prve cerkve je bil drugače. Gospod je to cerkev pripravil, ker je bilo potrebno se razbežati. Posebne situacije so se zgodile, da so ljudje brez vezanosti na neke stvari, ki bi dejansko pomenile izgubo življenja, šli in oznanjali po celem svetu ta evangelij. Posebne okoliščine, pa kar vidimo, kaj je šel Gospod povedati. V tem, ko so izgrajevali povezanost, edinost, je bilo poskrbljeno za vsakega. Nihče ni bil revež. Vse je šlo dobro. Kljub težkim časi v šterem so doživeli. Edinost zagotavlja to varnost, to sigurnost, to povezanost, to pripadnost vsakome. Psalmist nam sporoča še eno pomembno stvar o edinosti. Kako dobro in prijetno je, če bratje složno prebivajo skupaj. Gospod gleda na to. Dobro in prijetno v Božjih očeh, če bratje v složnosti prebivajo skupaj. Mi ljudje pa si domišljamo, da je pomembno to, kar jaz mislim, da moram svojo voljo vsiliti, da moram po vseh mlatiti, da mora biti vse tako. Nažalost, tak je ta svet. In ta padla narava človeka, ki nas prepogosto uspirja, prepogosto tudi v cerkvi in pozabljamo, da se to zadovoljstvo in veselje Boga nad tistim, ki složnosti prebivajo, izgublja. In poleg tega zadovoljstva še nekaj pomembnega pravi Psalm 133. Zakaj tam je Gospod zapovedal blagoslav? Življenje na veke. In to življenje ni samo životarjenje, ni samo tista veličastna prihodnost in eno zavipanje, ki ga imamo v prihodnosti, blaženo upanje, kako ga Pavel imenuje, ampak gotovost, da to življenje vredno živeti. Da je kljub vsem dogodkom, ki smo jim priča v tom življenju, nekaj pomembnega, veličastnega. Jaz nekako ne morem priti v Nuskovo,
ker se ne bi spomnil, brat Franci mi dovoli, ker še jedno malo se nazaj spomnim na vsa tista leta, ko smo enega lepega nedeljskega popovdne, in vas tako tako lepo bilo, kot gnes, se fajn veselili, pa pride telefonski klic. Gospod predstojnik, nič sem vašo pomoč, če ne ide vaš prijatelj, pred koncem dneva umrl. In te mi malo razloži, takratni šef, naš primarij na infekcija, da je brat Franci v bolnici in da se stanje fej slabša. In da v intenzivni njega mesta, jaz sem bil takrat predstojnik na oddelke, nekaj treba napraviti. In njega smo poznali, da on pozoveti je že resen, fej se resno. Uspeli smo najti postelo, ampak kaj izgledov ni bilo, kaj bi se stanje lejko hitro popravilo. Zdaj, če kaj spremljate, objavljajo se novice z celega sveta, ko mladi ljudje, športnike, umirajo v nekaj dnevih, uspešni ljudje. Podobno stanje, kot ga je Franci imel takrat. Pa je medicina še napredovala v tom času, pa se ne da pomagati. Nekaj smo uspeli s Francijom prebroditi tisto noč, čeprav vem, da je bilo hudo. Tudi jutro ni kazalo kakšnih obetov. In potem se spomnim, ko smo prišli za brata Francijo moliti. Francija se to kako višno ne spomni. Ti se lekaj tu ne poleg bila. Misli, ko ste bila vaš oče, brat Vode, pa Srečko, ne? Tisti bila. Malo bi zdaj že falitev spominja, ampak spomnim se vsega tega in nikdar ne bom pozabil tiste molitve brata Vaurija, pastora, ki je res za enim posebnim srcem žalosti, bolečine. Pravi Gospod, pa gvišno je nej to vse, kar je Franci napravil. Gvišno ima še več za njega. Težko si bilo tam to predstavljati. Ampak po tisti molitvi se je stanje spremenilo. Začelo ne Bog še iti. Mi včasih tako pravimo, kakoli smo napravili, nikaj ne je valjalo. Pa delamo, pa operiramo, pa zdravila menjavamo, pa več dajemo pacijenti, pa samo na slabše ide. Pogosto se nam to zgodi. Ampak v tistem trenutku so zdravila začela prijemati. In Franci, ne je samo par dni takrat, ne. Franci po moje leta štekal, kaj je to bilo. Jaz sem zdaj že malo pozabil, koliko desetletij je od takrat bilo. Gospod se je proslavil in dokazal, da tam, kjer smo povezani, kjer računamo z Gospodom, kjer skrbimo drug za drugega, ostaja življenje na veke. In to življenje ima svojo moč gnesti v naših dogodkih, v naših situacijah. In naj nam Gospod pomore, da bomo šli naprej na ta način. Kajti Jezus je še eno misel povedal o tej povezanosti. Če se dva izmed vas na zemlji soglasna, v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Pogosto se čujete, zakaj ni odgovora na molitve. En brat je jedno povedal, spremljam molitve v cerkvi vernikov. O Gospod, pošlji prebojenje. O Gospod, daj svoj blagoslov. In zaključijo službo, pa se vrne med vrati že svadijo, pa ga dolgo čijo en drugome. Ne ide skupaj, ampak ljudje smo tega sposobni. Hvala Bogu, ki pliva z musko bi toga njega. Nišče vam ne pravi. Naj Gospod pomore, da mu res to razumeli. Kaj pomeni? Se spomnite tistega primera, ko je Jezus hromoga uzdravil, ko so ga skozi strejo spustili. Prijatelji so ga mogli ta podnesti. Ne je šlo drugače. Kelkrat mi nicamo, brata, sestre, našo cerkev, da se skupaj povežemo v tej prošnji, da Gospod posreduje in da Gospod napravi nekaj veličastnega. Jezus je še eno stvar povedal. Dostakrat se nam zdi, pa če bi samo jaz bil z mojim Gospodom, pa ne bi tistega bilo, ki me svojila, ali pa žene doma, ali pa moža, ali pa še koga druga, kako bi ležej z Gospodi služil. Ampak Gospod je ščel, da na tak način
s temi ljudmi, ki so okrog nas, kdaj celo ne razumemo, kako smo lahko povezani, kdaj pravimo hvala Gospodu za to, pa vseeno Jezus v svoji molitvi pravi, niste več na svetu, oni so na svetu, ohrani jih v svojem imenu, da bodo eno, kakor sva mi dva. Ta molitev, ki izraža to potrebo medsebojne povezanosti, je tu tisto, kar nas usmerja, kar nam pomaga, da skupaj živimo za Gospoda. Edinost, povezanost nam omogoča, da skupaj delimo naša veselja in naša bremena. A ni dober občutek, ko se v najlepši trenutki še što iz tega veseli? Veselje ni pravo, če si sam, ne? Se tudi vam dogaja, tako lepo, dobro doživiš, nekako moraš povedati, ne? Pride služil, pa se razlagaš, kako dobro se bi zgodilo. Daj so težke situacije, ko spet nekoga rabiš, kar mi poveš. Daj so situacije, ko preprosto nekoga mi moraš povedati, moli za mene. Nažalost, v našem času je tako, da Bog še v slabi stvari ne gučati, kad ti ljudje to že obračajo, ne? Spet v takšnem svetu živimo, ampak v cerkvi se ne sme tako dogajati. Tu je ta možnost in apostol Pavel na listu Rimljanom, 12. poglavje poznamo, opisuje dosta o tem, kako je potrebno izgrajevati to povezanost in negovati to skupnost, ki nam jo Gospod daje. Drug v drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvarih in tako naprej, bi lahko puno stvari citirali. Ampak znam, ko vi dobro poznate Božjo reč, da to vas samo spomni na to, da res razumemo, kako pomembno je upoštevati, razumeti, imeti to, kar Gospod ima za nas. Na začetku smo bili pozvani, ne Gregor, da vsak svoj prispevek da na različne načine in če se spomnite, mislim, ko je Gregor tako poudaril, kako tam na koncu pravi, zakaj vse to delamo? Vse pa naj bo v izgrajevanje. Je to večina razumov, sam problem je, ker si to izgrajevanje napačno predstavljamo. Dosta krat misliš, je požgeval s tem, kako bi dobro več zgočiš ali pa še kaj več napraviš, ampak Gospod ti goči, da imamo stvari, ki so nam od Gospoda dane, pesem, nauk, razodetje, dar jezika, razlago, same takšne stvari, ki jih uporabljamo, da cerkev izgrajujemo in da tej povezanosti gremo naprej. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprti. Prvi Korinčanom, pa v prvem poglavju to piše. Dober poziv, ne? Težko bi bilo, če bi Pavel zahteval, ko vsi isto mislimo, ne? Mišljenja so različna, predstave imamo različne. Doživljanje situacij je drugačno. Vendar, ko pride do oblikovanja tega, kar želimo, sporočanja našega razmišljanja, naših stališč, tudi okvira naših vrednot, potem so tu besede, naš govor. In tu smo povabljeni, vsi govorite isto. Tu ni mišljeno enoznačnost besed, ampak govor o tistem, kar nas navdihuje njegov duh. Med vami naj ne bo razprti. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Lahko smo si različni v naših pogledih, v naših videnjih stvari, vendar zmeraj nas Božja reč poziva, postavimo ta okvir, v katerem se to izpolnjuje. In če ga imamo, nadaljujemo, razumemo, kako dragocena stvar je to za cerkev, s katero nas Gospod poziva, da gremo naprej. Prizadevajte si, Efežanom 4:3, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Spet ta klic, edinost, to, ko Gospod želi, da razumemo, da s tem služimo cerkve, da smo s tem blagoslov in da s tem ohranjamo tisto veličino, ki je Gospod dal, edinost duha. Veste, ta edinost duha je spet tisto področje, ki smo ga prej opisovali, ki ga je poznala prva cerkev, ki so ga poznali skozi zgodovino. Mi se na evropskih sestankih, ko se srečujemo vodje z posameznih držav, pogosto pogovarjamo o Božjem delu v cerkve. In nekako posebej blagoslov mi je navdih, ko poslušam ljudi, ko poslušam vodje z različnih držav, ko pravijo,
odkar smo postavili sodelovanje v naši cerkvi, ide naprej. En brat je pravil, nekaj 10 let smo se kregali, pa nikam ne šlo. Že so mislili, kot cerkev, doj pride, grda beseda, ne. A potem so videli, kad tako ne ide. Zdaj cerkve rastejo. Nove cerkve se odpirajo vsak eden. Cerkve se punijo. Je v tem Božji blagoslov. Je ena skrivnost, kaj edinost duha z vezjo miru zmore naprave, kako se odpirajo vrata Božjemu delovanju, kako ljudje preprosto drug drugemu dovoljujemo, da ta tok Božje milosti, moči in slave se širi, ide skozi cerkev in deluje v naših besedah. Zato resnično razumemo, kako pomembno je to ohranjati in ostajati v tej moči. Kajti Božja beseda nam potem še eno skrivnost prikazuje in pravi apostol Pavel, molim pa tole, naj vaša ljubezen če dalje bolj napreduje v spoznavanju in vsakašnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni sadom pravičnosti po Jezusu Kristusu v slavo in hvalo Božjo. In spet se vračamo v to osnovo, ki je temelj naše vere, ljubezen do Boga, cenimo njegovo delo in razumemo, kam ima Gospod za cerkev. Kaj je tista vloga, ki mi je Gospod namenil? Veste, noben od nas, kakorkoli se počutimo, na kakoli način pripadamo, upravljamo, smo pomembni, manj pomembni v cerkvi. Veste, kaj je dobro Božje cerkve, njega nepomembnih ali pa tisti, ki v cerkvi nikaj ne pomenijo. Gospod ima za vsakoga neko vlogo. In to je pomembno, da to razumemo. In kako pomembno je delati to v tej ljubezni do Boga, ki se potem kaže, odslikava v naših odnosih med brati. Apostol Jan se o tem dosta pisal, ne, gvišno ga pri vas tudi štete. Ne mreš praviti, ko ljubiš Boga. Čudno, ne, pa mi si ljubim Boga. Po moje gvišno to ne bo nišče pravo. Ampak pravi, ne mreš praviti, če ne ljubiš svojega brata. Božja beseda je včasih neizprosna, ampak tako je. Razumemo, kaj želi Gospod povedati. Želi nam zagotoviti njegov blagoslov, njegovo slavo, da ste potem, kako Pavel piše Filipljanom, istih misli, iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Amen. Da bi nam Gospod to dal. Torej, kako ohraniti to, ko Gospod daja? Problem je, ko je treba to vzpostaviti. Problem je edino vzpostavljati tam, kjer brati idejo narazen. Lani sem bil povabljen konec leta v eno od bivših držav Jugoslavije, kjer so pravili, da po 20 letih do cerkvi, do se pastori prvič zbrali. Več kot 20 let so ne bili sposobni niti skupaj priti, ko bi se pogočali. In na tom srečanje je res bilo čutiti eno spremembo, ki se dogaja. Bratje so se upravičevali drugome, načrtali drugačne poti, šli skupaj naprej. In resnično naj nam Gospod pomore, da to razumemo. Kaj torej napraviti, da to ostaja, da tu še poglabljamo, nadaljujemo? Veste, gradnja enotnosti ne pride sama po sebi. Samo po sebi pride razdvajanje. Ne? Daj, če bi tako pravil, drugi zakon termodinamike, isti, kad ste se tako učili, si je učil toliko stvar, če bi ti samo sebi samo na slabše, da se malo poenostavilo. Tri tako je za gradnjo edinosti. Na prvo stvari je potrebna ta odločitev, razumevanje. Zakaj Jezus prosi, da bodo vsi eno? Zakaj Jezus pravi, potem bodo spoznali, da ste od očeta, ker boste eno, kot sva bidva z očetom eno. Kaj je v tem ta skrivnost? Razumete, da je potrebna ta odločitev, jaz bom na tem delu. Gospod to želi, da si prizadevam, da tam, kjer vas postavlja, da ohranjam, ide naprej na ta način. In potem je potrebno to odločitev tudi v praksi izvajati. Kako seme, ki se poseje, dovolite, da potem rasti. Predlog Amos piše, mar hodite dva skupaj, če niste istih misli? To Bože zdaj vsakokrat o tem uči. Kako se zavedamo? Iste misli v tej odnosi do našega Gospoda, razumevanje, zakaj nas je On odrešil, zakaj nas uporablja svoje roke in kaj želi Gospod z nami, da idemo z njim v njegovi slavi. Vsi ste namreč povedali v Kristusa Jezusa, Božji sinovi.
nam pravi Gospod. To je ta skupna misel, to je to, kar nas povezuje, kar nas ohranja. In ko je Jezus to prosil, ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihove besede verovali vame. In tu smo vsi skupaj v tej Jezusovi velikoduhovniški molitvi Janez 17, da bi bili vsi eno, kako si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. In to je, ko je ta odločitev, Jezus je ščen dati svoj prispevek, razumeti, k čemu me ti pozivaš, da bi svet veroval, da si me ti poslal. In potem, ko prosi za to veličastvo, za to moč, da bi ostali skupaj, se 23. vrsta konča, naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Ko bodo vsi eno. Tam, kjer so vsi eno, bolje še mogoče, da tako povem, tam svet spoznava, da je ta veličina, ki jo cerkev ima od njega, da je to Gospod, ki je za te. Zato je potrebno s tem nadaljevati in si prizadevati in dovoliti Svetovemu Duhu, da to misel vzgaja, krepi in da nam omogoča, da res razumemo, kako pomembno je vstajati v edinosti. Se pravi najprej odločitev za to, potem krepiti to odločitev, iskati vodstvo Svetovega Duha, ki ti tu pomaga, ki te usmerja, da iščeš tiste prave besede, ki to izgrajujejo, in potem na koncu ostaja samo še ena stvar, da si poiščeš tiste sodelavce, tiste bližnje, sestre, brate, tvojo cerkev, ki na enak način mislijo, delajo za Božjo slavo, izgrajujejo to edinost. In ko je to njegova cerkev, ki je to skupnost, kot jo imate pri vas, je to blagoslav, je to veselje, je to radost. In to je Jezus sporočil, to pomembno resnično, Matej 18:19. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Dva. Kaj šele, ko je to cerkev, ko je to skupnost vernikov, ko je to tisti, ki njemi pripadajo, kako potem Gospod gleda na to, kakšen je njegov odgovor, kaj Gospod želi, da res se izpuni v naše življenje. In ko gledamo na to potrebo, da nam Gospod pomoče, da bomo razumeli Pavlovo željo, ki v Efežanom 4:13 piše, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Ohranjanje edinosti te omogoča duhovno rast, izboljševanje tvojih lastnosti, da bi tako povedal, postaješ vse boljši človek v tej moči, ki te usmerja podobnost njegovemu liku, Jezusu. Da bi prišli do te polnosti, ki je še bolj proslavila Gospoda, ki je omogočila še več njegovega delovanja, blagoslov vsakemu verniku, blagoslov cerkvi, blagoslov okolici. In zato, draga Novskoska cerkev, naj vam Gospod pomore. Ohranjajte edinost, negujte jo, delajte na tem. Nič ni dragocenejšega za njegovo cerkev, kakor bratje in sestre, ki složno prebivajo skupaj. Da bo njegov blagoslav, da bo njegova milost, njegova moč ostajala nad vami. In da bo tudi v teh zahtevnih, težkih časih, ne vemo, kaj še pride, prele, ko Gospod pride. S puno stvari smo morda še mogli soočiti, ampak naj ostaja v nas ta odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno. Bog vas blagoslovi in naj vas bogato uporablja v svoje roke. Amen.